David Bandel, lepo pozdravljen. Danes predstavljava tvojo novo pesniško zbirko 11 let in pol tišine in predlagam, da najin pogovor uvede pesem. Tako da bi te prosila, če lahko prebereš eno po svojem izboru. Bom in bom prebral seveda prvo. Pred začetkom. Ne vidim dobro, kje se kaj začenja. Sprašujem se, ali si odsev objestnosti. Ostanek je odtekanje humanizma. Nobeden ga ni vajen. Postaviti spomenik ali narediti iz sebe vidca. Konec nima nikoli posebnega smisla. Umu je treba veleti, naj se prilagodi. Bližam se z oddaljevanjem. Kraki vseh običajnih videnj se lomijo, kar odpada je ritem. Še nikdar ni bil tako vrtoglav. Voljan sem, tudi žejen. To ni pot, je stanje duha, je vera brez milosti in tišina, ki požira. Je iniciacija k skepsi in pogled v ožino. Je trenutek, ko se lava dotakne stopala. Pravzaprav ničesar ne vem. Najlepša hvala za to dragoceno interpretacijo. Povemo, da je knjiga izšla v sozaložništvu Slovenske matice in založbe Mladika. To je drugi zvezek najmlajše matične knjižne zbirke Mozaikov. Gre za tematsko zaokroženo knjigo, ki upesnjuje, kot smo lahko zaznali, zelo občutljivo temo holokavsta, ki je na eni strani točno določen zgodovinski dogodek, na drugi strani pa z branjem se bolj občutimo, zaznavamo, da gre pravzaprav za metaforo. Za metaforo nasilja, zla, ki se ne izčrpa v enem samem enkratnem zgodovinskem trenutku, ampak se skozi zgodovino na različne načine ponavlja. Mogoče, preden vstopiva v samo knjigo, na kratka refleksija o tem, kako sam vidiš to delo v kontekstu tvojega pisanja. To je tvoja 5. pesniška zbirka. V čem je bilo mogoče pisanje te knjige drugačno od pisanja tvojih prejšnjih knjig? Kaj je tebi kot avtorju prineslo? Ja, najprej seveda se zahvaljujem obema založbama za to, da sta v svoj program sprejeli to knjigo. Na to bi povedal, da je sicer, kot si pravilno ugotovila, 5. pesniška zbirka, vendar kronološko ni 5., ampak je pravzaprav 6. In ena vmes še pač ni bila objavljena, ampak to nič ne de. Je pa prva, verjetno, ki je tako suverena kot tematika. Prva, ki je nastala tudi v krajšem času, čeprav se je ta čas raztegnil čez 2 leti, ampak sta bili 2 točno določeni pač obdobji, ko je ta zbirka nastala. In je prva, ki se mi je izpisala pri natančni formulaciji, natančnem opazovanju pač zgodovinskega fenomena in oživljanjem in doživljanjem, podoživljanjem pravzaprav tega fenomena holokavsta in seveda refleksija o tem, kaj je do tega pripeljalo, kako je do tega prišlo in kam bo to pripeljalo pravzaprav. Kako se umešča v dosedanje zbirke, seveda težko je avtorju karkoli povedati o svoji zbirki v tem smislu, kajti je kako da bi govoril recimo o tem, katerega otroka imaš najraje, ne? Ampak gre za to, da je ta zbirka nekako zelo krhka, čutim jo kot zelo krhko, kajti vse skozi, ko sem pisal, sem imel občutek, da stopam po ledu, ki se vsak čas lahko sesuje. In moram reči, da imam v njej še vedno ta občutek, da stopam po zelo, zelo trhlih tleh. Zelo krhka struktura, zelo tenkočuten jezik, pa vendar je knjiga kot zbirka celovita, razdeljena na 3 dele in vsakega od teh 3 delov uvaja ena misel, en citat.
treh pričevalcev, ki so na lastne kože pravzaprav doživeli grozo taborišč smrti in ki so svoja doživetja zlili na papir, na platno, ne. V prozo, poezijo, na slikarsko platno. Ti v to zgodbo vstopaš, tako kot si že prej lepo povedal, skozi podoživljanje. Več desetletij kasneje pa bi te vprašala, čeprav si na to vprašanje že nekajkrat odgovarjal, mogoče bom na kratko, kako te je našel pravzaprav ta spomin, kako si ti vstopil v to zgodbo, kako se je zgodil ta navdih? No, seveda ni bil enkraten, ampak se je to vleklo več časa. Kot zanimivost naj povem, da, ampak na to bi se še lahko vrnili, da v svoji prvi zbirki, davnega leta 2000, sem v Moto, založba me je vprašala, naj napišem pač 2 besedi, čisto majhno misel o tem, kakšen smisel ima poezija v sodobnosti, in sem citiral misel, da čeprav so povedali, da po Auschwitzu se ne da več pisati poezije, je zdaj to nujno. Ne da bi vedel, da me bo ta tema še srečala. In srečala me je čisto konkretno, ko smo se s mojimi pač dijaki pripravljali na vsakoletno ekskurzijo pravzaprav po poteh spomina, in sicer ekskurzijo, ki jo organizira društvo 4704, ki ima sedež v Gorici, pa deluje v Furlaniji Julijski krajini, ki vodi dijake, višješolske oziroma srednješolske dijake, vsako leto v Auschwitz in Krakov, prav po poteh dejansko spomina. Nekoč je bil to vlak spomina, potem je postal avtobus spomina. Gre za nekaj pripravljalnih srečanj, ki jih imajo zgodovinarji z dijaki, nato pa obisk samih teh krajev, ki so sami po sebi zelo zgovorni. Ko sem 2-krat spremljal dijake tja, je bilo to tako močno doživetje, da dejansko so se mi izpisale pesmi v 2 trenutkih, na 2 razdalji enega leta. Namen je bil, da bi šli še tretjič, ampak je pandemija covida pač to preprečila. In vsakič so se nabirale misli, so se nabirali verzi pravzaprav, ki sem jih potem doma spletal in skušal spraviti skupaj nekako v eno celoto, ki je zdaj tukaj pred nami, ki še zdaleč ni popolna, vkolikor je veliko verzov odpadlo, veliko misli, veliko načrtov seveda ostalo samo tam na papirju. Ker ko smo tam in podoživljamo ta spomin, smo dejansko tudi predstavniki tiste generacije, ki ne bo več imela možnosti srečevati spomina s prve roke. Zato, ker počasi pričevalci teh doživljanj, teh grozot umirajo. Namen je seveda, da spomin gre naprej. Vendar naša generacija in generacija teh dijakov, ki so trenutno v teh letih obiskali te prostore, so doživeli možnost srečanja tudi s temi ljudmi. Bolj bomo šli naprej v čas, manj bo tega in bo spomin drugoročen nekako. In iz druge roke bomo izvedeli seveda manj, kar se tiče doživljanj in čustev. Moj poskus je bil prav ta, da bi to, kar sem prejel, nekako zapisal in pustil, da ostane nekje. Ne vem, koliko časa bo stalo, zato ker ni odvisno ne od nas, niti od generacij, ki so bile pred nami, ampak od generacij, ki so za nami. Tako da gre za poskus ustvarjanja zgodovinskega spomina skozi poezijo, kar je še dodatna težava, ampak ker je poskus, bomo pač videli, kako se bo to obneslo. Ja, prav v zvezi s tem bi te rada vprašala, spomin mora dalje, praviš, spomin gre dalje pri tebi skozi poezijo. Ti pišeš tudi literarno-zgodovinska besedila, pišeš kolumne, eseje na širše družbene teme, redno objavljaš v časopisih v matični Sloveniji, v zamejstvu, pa vendar te je to
močno doživetje nagovorilo v tem smislu, da se je prelilo pravzaprav v poezijo. Ne bom vprašala, zakaj poezija, ker domnevam, da je šlo za zelo spontan odziv. Bi te pa vprašala, v čem sam vidiš razliko. Tukaj smo že nekako na področju, lahko bi rekli, družbeno-kritične poezije v tem smislu, da naslavlja neke teme skupnosti, temo nasilja, temo zla. Družbeno-kritična poezija je zelo dragocena, nosi pa v sebi to nevarnost, da se prevesi v svoje nasprotje, pravzaprav v neko moraliziranje, v neko enoznačno retoriko, kar ni v skladu z nekim, da tako rečem, poslanstvom poezije. Na drugi strani pa lahko prav poezija z bogastvom svojih izraznih sredstev, da tudi kot odraz človekovega najglobljega čutenja, pravzaprav ponudi nek verodostojen uvid v resničnost nekega kompleksnega, v tem smislu bolečega tudi, zgodovinskega trenutka. Mogoče bi te vprašala, kako si se sam nekako izognil tem pastem in pustil, da je pravzaprav poezija spregovorila o vsej polnosti. No, začeti s to temo, ubesediti to temo je bilo takoj jasno, da gre za izjemno delikatno početje. Prav zaradi teh elementov, ki si jih trenutno omenila. Pravzaprav vidim tudi, če se ozremo okoli sebe, da je sodobna slovenska poezija precej, recimo, se navzela teh družbeno-kritičnih voda in je nekako zelo pazljivo opazuje to, kar se dogaja v družbi. Vendar, kot vsa angažirana poezija, seveda lahko je angažirana na način glasen, na zelo glasen način, ali pa na zelo tih način. Ker sem se zavedal, da je to tematika, ki ne zadeva samo ožje skupnosti, ampak širše skupnosti, sem se pri obdelovanju podatkov, če se izrazim zelo suhoparno, se skušal držati določenih smernic. In vse skozi pazil, in upam, da mi je to uspelo, vendar to o tem bodo seveda bralci sodili, da ne zapadem ne v retoriko, ne v moraliziranje, kar se zlahka zgodi. Ko smo bili deležni recimo predstavitve, zgodovinske predstavitve, razmišljanja tudi, vkolikor dijaki so sami sprožili določena vprašanja, na katera smo odgovarjali njihovi mentori in pa zgodovinarji, ki so jih spremljali, se je jasno videlo, da tu ni šlo za eno enkratno potezo, ki bi dejansko sprožila moment destrukcije, ki ga je sprožil holokaust, ki ga je sprožila Šoa pravzaprav, ampak gre za eno pripravo, ki je potekala leta, stoletja morda, in v katero je bilo soudeleženo dejansko celotno človeštvo. Nihče ni imun, nihče ni nekriv, nihče ni pravzaprav brezmadežen pri tem. In to me je vodilo v smislu, da nisem dejansko skušal personificirati nobenega, ki bi bil posebno kriv, in nobenega, ki bi bil posebna žrtev. Čeprav vemo, da je šlo pri Šoji za načrtno destruiranje, načrtno zbrisanje ene etnične skupine, ene kulture, ene jasne, tisočletne civilizacije, smo tukaj dejansko vsi na istih trhlih tleh, ker ni šlo samo za nacizem proti judovstvu, ampak je šlo dejansko za propad človeštva sam po sebi. In to je bilo tisto, kar me je vodilo, čeprav so jasne reference na to, kje in kaj se je dogajalo. Vendar se dotikam tudi takih širših družbenih tem, zato ker Šoa kot taka je potem odprla recimo eno možnost zgodovinsko in pa tudi literarno, da se prav take teme družbeno-politične, zgodovinske, spominske, delikatne teme lahko ubesedijo pravzaprav v poeziji. V poeziji, ker nekako gre za umetnost, kjer je več dovoljeno, kjer je dovoljeno prehajanje iz spomina na zgodovino. Ločim ta dva pojma, zato ker je dejansko ena diskrepanca med njima. Pri poeziji je jasno, da
smo vsi nekako soudeleženi pri tem. Pri zgodovini je pa jasno, da ljudje napravijo to na napačni strani zgodovine. In ker se nisem želel opredeliti o tem, da je bila samo ena stran napačna, zato ker ni bila samo ena stran napačna, zato da so nacisti pač, ki so imeli, recimo, če se izrazim zelo grobo, partijsko izkaznico in so bili soudeleženi pri holokaustu, bili v prvi vrsti krivi, gotovo nekaj manj krivde, ampak vseeno krivdo nosijo tudi tisti, ki so bili tiho, če tudi niso imeli partijske izkaznice, ali pa tisti, ki so morda gradili krematorijske peči. Ja, preseganje te dihotomije, ne? To se mi zdi, da je ključno mogoče pri poeziji, če naj ostane poezija, ko se dotika tako občutljivih tem. Prej si omenil in skoraj ne moremo mimo tega, da citiramo Adornovo znamenito misel, ne? Pisanje poezije po Auschwitzu je nemogoče. Dr. Igor Grdina v zelo pronicljivi spremni besedi v tvoji knjigi zapiše, da je pisanje poezije po Auschwitzu ne samo mogoče, ampak je celo neizogibno. In pravi, da je to, kar dela poezijo, nujno, prav avtentičnost jezika na eni strani in nuja, ki jo človek čuti pri sebi na drugi strani. Zapiše pa takole: prav tako se gre zavedati, da ne govorjenje, ne pisanje ne zadevata nujno tistega, kar človek počne rad. V posameznih robnih situacijah sta ti dve opravili za nekatere ljudi kratko malo ekspresivistično-komunikacijska nuja. O tej nuji, se pravi o tem doživljajskem ozadju zbirke, sva že nekaj rekla. Mogoče za konec samo še misel o jeziku. Jezik knjige 11 let in pol tišine je zelo premišljen, zelo razgiban, slogovno bogat. Veliko je citatov, referenc, zgodovinskih referenc in vse to odraža tvoje široko znanje, tvoja razgledanost, tudi nenazadnje, da si se v temo potopil kot preučevalec, na nek način, da si jo tudi osvojil z tega stališča. V grobem pa razbiramo nekako dva glasova, dva tipa govorice, ki se vijeta skozi celotno knjigo. Enega smo okusili že na začetku, ko si prebral pesem. Lahko bi rekli, da je to glas zgodovine, za katerega je značilna mogoče večja anonimnost, bolj plastične podobe. Praviloma gre za daljše pesmi. Zdaj je to nek kaos eksistence, ki se oglaša skozi različna usta. Na drugi strani so pa, lahko rečem, drobne pesmi, tihe pesmi, tišje pesmi, kjer se pa zaslišajo glasovi posameznic in posameznikov, pogosto so tudi poimenovani z imeni in priimki, ki pa spregovorijo o svoji lastni, konkretni, prizemljeni izkušnji očividca, izkušnji udeleženca, izkušnji soudeleženca. Pa bi te mogoče prosila, preden zaključiva, če prebereš še eno teh pesmi. Prebral bom, te pesmi nosijo tudi samo dejansko so oštevilčene, v njih pa se oglaša prvoosebni pripovedovalec, ki je lahko očividec, ki je lahko nek pripovedovalec, ki doživlja ali podoživlja spomine. Bom prebral tretjo. Moje ime ni pomembno. Pomembno ni niti, da živim, ampak kje. Ko se vsak večer vračam domov, mimo praznih stolov na trgu, me z vsakega izmed njih pozdravi sapa, ki diši po žerjavici. Stopam po stopnicah v bloku in mi ni jasno, zakaj so pustili tu oči, ki gledajo. Z okna dnevne sobe vidim Pankjevičevo lekarno, tolaži me, da diši po zdravilih. Vseeno me je strah, vsakič, ko sem sam, na ulici in doma. Tišina je nadomestilo za krike, ki jih povsod opazim, kako prežijo name. Ničesar nisem ukradel. Hvala. Čisto za konec, mogoče bolj splošno vprašanje.
David, ti poučuješ slovenščino in zgodovino na liceju v Gorici. Vprašali bi te, kako v praksi doživljaš dovzetnost mlajših generacij za poezijo, za pesniški jezik in mogoče tudi zato, da pesniški jezik lahko prenaša tudi spomin, tudi tovrstne teme, o katerih ti govoriš. Poezija je danes gotovo neke vrste upor, ne samo, gotovo ne upor proti vladajočim elitam, ampak upor, tako kot lepo pove dr. Grdina, upor proti lažnim besedam. Danes živimo v poplavi lažnih besed. Kako slišimo, kako mladi predvsem slišijo ta tihi glas poezije? No, ker letos sicer poučujem vedno ta dva literarna predmeta, se pravi zgodovino in slovenščino na Tehničnem zavodu Vega, sem pa že poučeval tudi na licejih, je dovzetnost mladih pa tehnikov in licejcev podobna. Vsi se zavedajo ene zgodovinske odgovornosti in vsi se zavedajo, posebno ko so deležni te izkušnje, gre pač po izbiri, seveda ne gre ponavadi cel razred, ampak vsak dijak se za to odloči. Se pravi, da da eno lasten pečat temu, da bo želel nekaj spoznati, se poglobiti v to. Ko se poglobijo, potem spoznajo, da dejansko breme, eno zgodovinsko breme nosimo vsi in nosijo tudi oni, ki so generacije, ki prihajajo za nami. To je na nek način odrešilno, ker vemo, da ti, ki se zdaj formirajo, so dejansko prihodnost ali kot rad pravim svojim dijakom, vi ste odrasli mojih otrok. Tako da imam še upanje, da s poglobitvijo bodo zmogli pač prenesti to dediščino in to hudo dediščino pravzaprav še naprej. Po drugi strani, poezija je pri njih, seveda drugače jo doumevajo kot jo mi, doumevajo jo dosti bolj epidermično, ampak sam pravim, da je pomembno, da sami spoznajo, kako je poezija pravzaprav možnosti jezika, da se razširi, da gre izven svojih pomenskih kalupov in išče tiste nadpomene, ki jih morda v sebi čuti vsak izmed nas, vendar drugače. Zgodovina in poezija se prepletata vse skozi, zato ker pač ena brez druge ne gre. Po drugi strani radi pravimo, da zgodovino pišejo zmagovalci in jaz dodam, da ponavadi poezijo pa premaganci. In ker pri holokaustu verjetno je največji premaganec celo človeštvo, si predstavljam in si želim, da bi dejansko skozi to poezijo prišla na dan tista krivda, ki je nujno vsejeno vsakem izmed nas, da je sploh do tega prišlo in v upanju, da na noben način se to ne bo ponovilo. David, hvala za tvoje besede, za to predstavitev, predvsem pa hvala za knjigo in želim ji srečno pot med bralcem. Hvala vam.